se, kakor se šika, zdaj so pred nami okusna klobasa, ostrige in kavijar, da še bolj nas slika. Pan, 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 zdaj se bom najedel, pan, 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 zdaj bom še pojedel. Pan, 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 pa čeprav bo kratko, pan, 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 joj, kako je sladko. Tisočota uprizoritev predstave Žabji kralj. Kaj to pomeni zate? Zame to pomeni ogromno enih dopoldanskih, sobotnih, delovnih ur, ogromno gostovanj in predvsem v bistvu eno nepredstavljivo številko, ker tudi slučajno v najbolj norih mislih nisem nikoli pričakoval, da bomo prilezli do te ponovitve. Mislim, se mi zdi, da če ima predstava 1000 ponovitev, jo lahko mirno uvrstimo med legendarne predstave. Si takrat, ko si oblekel kostum od Robija, pomislil, da te čaka neko enako skoraj število, oziroma da ga boš kdaj presegel v teh ponovitvah? Ja, to je bilo od Robija prevzeto predstavo, mislim, je bila kar velika čast, no, tudi kar velika odgovornost. Kostum je originalen, hvala Bogu mi ni bilo treba stopiti v Robijeve čevlje, zato ker so mi morali narediti nove. Ampak ja, lej, ta predstava živi, videli jo je več generacij. Zdaj se vračajo prve generacije s svojimi otroki na predstavo in v bistvu to je res, mislim, super občutek. No? To je princeska zame, kvak! Ojoj, ojoj, čarovnica Blaga prihaja, hitro se moram skrit, kvak! Vse sem se lišala, si videl, žabec, kako te je potegnila. Danes smo bili priča že 1000 uprizoritvi Žabji kralj. Si to kdaj mislil, ko si ti prvič si nadel ta kostum? Ne, sem imel pa zelo dober občutek. To je bila druga predstava otroška v Mini teatru. Mini teater smo ustanovili leta 1999 na ljubljanskem, takrat še neobnovljenem gradu, naredili prečudovito dvorano, še danes mi je žal, da je ni več. In prva predstava so bile Čudovite dogodivščine Vajenca Hlapiča, ki sem jo odigral, zdaj ne vem na pamet, ampak več kot 500-krat tudi. In s to predstavo smo pravzaprav začeli z Mini teatrom, kupili prve reflektorje, prve stvari sploh za gledališče. Pol druga je bila v Cankarjevem domu Noč čisto na robu gozdov, no, otroška, druga je bila pa pol Žabji kralj. Ja, to so večne pravljice, večne teme, sprejemanje drugačnosti, različnosti, ljubezen. Jaz mislim, da je to ta nujno potreben repertoar za najmlajše, ki ga seveda zelo radi gledamo tudi odrasli. Jaz sem ful vesel, ko vidim, da pridejo z otroci, ne samo njihovi starši, ampak tudi babice in dedki. Ja, te predstave, mislim, otroške, da omogočajo to, da jih lahko igraš za več generacij. Sploh lutkovne predstave, ne. Lutke ostanejo in jih je treba samo pa vsake toliko časa malo obrisati prah, če ne igraš. No, pri tej predstavi, pri Žabjem kralju, je bila pa ta sreča, da sem jaz res igral ogromno predstav, nekaj manj kot 500, že v tej prvi rundi, premiera je bila 2001. Jaz sem, moram priznati, s to predstavo tudi veliko gostoval po vsej Sloveniji in tudi v Italiji, na Madžarskem, v Belgiji, v Italiji, na Hrvaškem, ne morem se spomniti. Je bila tak, bom rekel, kar mini hit tudi za festivale. Predstava je dosta enostavna, en igralec, en tehnik, tako da smo veliko potovali. Takrat sem prosil moje bolgarske prijatelje, ki sem jih pač spoznal, jaz sem predtem delal 10 let v lutkovnem gledališču, veliko potoval po svetu, tako da sem imel kar nek dober izdelan koncept, kaj si želim potem v svojem gledališču. Za to predstavo, kar je mogoče zanimivo, je bila ta predstava tudi v konkurenci, oziroma sem za to dobil in nagrado Društva slovenskih igralcev z DUS-a.
in nagrado in Župančičevo nagrado. Pri obeh je bil ta moj del iz Žabega kralja tudi upoštevan. No, kasneje pa seveda, ker se je začel razvijati mini teater, ogromno predstav, ogromno tudi nekega, bom rekel, birokratskega dela, ki mi je onemogočilo, da bi bil toliko na odru, ampak da se moram bolj ukvarjati z stvarmi, z pridobivanjem denarja in tako naprej. Mi je bilo ful hudo, da bi ta predstava umrla. In takrat je Tadej Pišek pri nas že delal ene stvari, pri meni dobil absolutno 100% zaupanje, da zna, hoče, zmore, da je zelo posvečen lutki in se mi je zdel tako, ja, njemu bi pa jaz predal to mojo predstavo. Ker je, mislim, kar težko, ne, se tako ločiti od svoje vloge, ki si jo delal, ki si jo toliko igral, ampak pri njemu mi je bilo od prvega trenutka jasno, da bo on to naredil perfektno, da bo še boljši, kot sem bil jaz. In ja, nisem si sicer mislil, da bo zdaj tudi Tadej odigral še toliko predstav, da zdaj praktično gledajo to Žabega kralja že mamice, ki so mene gledale s svojimi otroki, kar je super. In jaz res verjamem, da je to pravljica, ki je večna, ki jo bomo še igrali, tako da jo bojo še videli sigurno generacije otrok. Plemię nasze